kot sem prej omenil, ni orodja, ki jih ga ne bi mogel orožje spremeniti. Veste, da se pravim, da z nožem lahko režemo kruh ali pa ubijamo ljudi. In zato je pomembno, da tisti, ki drži nož v rokah, da ve, kaj hoče s tem narediti. Tako da pri popkovnični krvi ste omenili. Popkovnična kri ima pretirano velik odmev v javnosti in ima v bistvu na nek način nima prav dobrih komentarji, niso dobri in delajo škodo tem neskončno pomembnemu in dobremu viru celic, ki gre drugače v uničenje. Kaj se preveč pričakuje? Glejte, po eni strani so ljudje, ki zlorabljajo ta izraz in ta pričakovanja ljudi. Vsak od nas si želi živeti neskončno in živeti zdravo in skratka biti pri 100 letih fit, igrati tenis in tako naprej. Ampak če nekaj takega ni, potem so njegova pričakovanja razočaranje veliko. Nekateri, se pravi tisti, ki zlorabljajo ta pričakovanja ljudi in te obete dajejo prezgodaj in potem pride do razočaranja. To je klasična navada, že pri otrocih vemo, če jim ponudimo, če jim rečemo, da če bojo pridni, gremo v soboto v kino in potem so oni pridni, eno soboto mi nimamo časa, da bi šli v kino, je razočaranje veliko. Če pa jim nič ne rečemo, pa ne gremo v kino, pa ne bo sem benke dosti sekiral. Tukaj je problem v tem, da eno so pričakovanja. Drugo je realnost, ki jo znanost je možna narediti in znanost seveda komunicira od svojih odkritij z javnostjo. In to je prav in to je nujno in tega je v naši družbi absolutno premalo. Imamo veliko zelo dobre znanosti, ki se ljudje sploh ne zavedajo, da jo imamo. In treba je pa seveda tako predstaviti, da ljudje razumejo, ampak na ta pravi način razumejo. Cela ta veda o matičnih celicah in temu je pač v velikem razvoju. Veliko stvari je neznanih. Vidimo pa efekte. In nekatere od teh efektov mi že lahko uporabljamo, recimo pri zdravljenju, drugih teh pa še ne moramo, zaradi tega, ker se bojimo, kaj bi se lahko zgodilo. Primer embrionalne matične celice, ki so prve v vrsti in imajo največji potencial, so seveda lahko tudi kancerogeni. To pomeni, zdaj bo vsak skočil, matične celice so kancerogene. Ne, samo te v začetni fazi so in zato se jih za zdravljenje ne uporablja. Jih je treba zelo raziskati. Da pridemo mi do teh embrionalnih matičnih celic, je en velik problem, ki ga predvsem tudi določene religije, predvsem krščanstvo, zelo zanika, ne zanika, ampak ga ima odpor do njega in to je, da do teh celic lahko prideš s tem, da uničiš blastocisto. Blastocista je pa skupek celic, iz katerih se lahko razvije potem otrok. In druge religije so recimo pri tem bolj fleksibilne in za tega so tudi te raziskave recimo v muslimanskem pa v židovskem svetu bolj enostavne. Ampak to je treba upoštevati. Glede, to je dejstvo, in če imajo ljudje do tega odpor, ti ne moreš iti kot tank naprej in delati teh raziskav. Po drugi strani je pa spet tako, in to je že v preteklosti se zgodilo, ne more si pa seveda v strahu, kaj se bo zgodilo, zavreti razvoja znanosti. Ampak samo, kar je potrebno, ga je treba dati pod kontrolo. In to je namen etičnih komisij, to je namen tega, da znanost in svoji kolegi v vsem tem vidijo in ocenijo, ali so določeni poskusi smiselni in primerni. Potem, ko gre ta razvoj naprej, od embrionalne matične celice naprej, ta nevarnost je manjša. Te celice so že precej usmerjene. In se pravi, to je tako, kot če bi dali žarek bele svetlobe na prizmo, in se potem te valovne dolžine uklonijo in ko vi na koncu pogledate mavrico, boste težko vedeli, da je bila to bela svetloba. In ta prizma je pa ta razvoj, ta časovna komponenta, ko se te celice razvijajo. In na koncu pravim, iz njih nastane 220 različnih vrst celic. Na začetku je pa ena sama vrsta celic. In iz te celice lahko nastane karkoli. Dalj, ko gre po tej vrsti, ko se matične celice iz embrionalne spreminjajo v naše telesne somatske celice, manjša je možnost, da bi se kaj zgodilo, ampak seveda se pa zmanjšuje tudi plastičnost.
Te celice, ko so enkrat že zelo usmerjene, recimo v smer mišic, kosti in tako naprej, bo iz njih težko nastal živčen sistem ali pa koža. In zato je treba vedeti, katere od teh matičnih celic uporabljati za katero klinično aplikacijo. Ker to, kar pa nas zanima, je pa to, kaj od matičnih celic lahko danes ali pa v bližnji prihodnosti uporabimo za terapijo. In vemo nekaj zelo zanesljivo. Rabimo imeti zelo mlade matične celice, ki se jih da izolirati v čim bolj rani mladosti. Z tega stališča so celice iz obporodnih tkiv idealne, imajo pa to pomanjkljivost, da jih je pa seveda malo. Rečeš, v redu, daš po kulturo, pa jih namnožiš. Ampak tisti trenutek, ko jih mi namnožimo, tisti trenutek te celice začenjajo zgubljati svojo plastičnost. To je približno podoben primer tudi študentom, da če imamo en otok, na katerega damo recimo ljudi rumene rase, bele rase, črne rase iz Afrike, potem aboriđine in tako naprej, recimo eno mešanico teh ljudi, ki predstavljajo človeško populacijo na zemlji, in potem damo recimo zelo veliko riža na ta otok, in njih pustimo potem nekaj 10 let. In vidimo, da krasno iz recimo 1000 ljudi se je populacija namnožila na 10.000. Ampak kako pridemo, vidimo, da so v glavnem, da je samo rumena rasa tam. To pomeni, da smo vso tisto biotsko raznovrstnost zgubili, to biotsko raznovrstnost pa mi v svojem telesu rabimo. Mi rabimo različne celice. Mi rabimo ene celice, ki bojo delale povrhnjico, ki se bojo hitro delile. Mi rabimo ene celice, ki bojo delale sincicije v srcu in omogočale, da naše srce bije. Mi rabimo ene celice, iz katerih nastajajo, prevajajo živčne impulze in tako naprej. Vse to skupaj harmonično je pa človeško bitje. In teh celic mi ne smemo in ne moramo kar tako narediti. Da se mi lahko s tem celicami igramo, da jih recimo lahko iz ene že zelo razvite celice spremenimo spet nazaj v eno matično celico. To so bili poskusi, ki so bili tudi omenjeni v okviru Nobelove nagrade, ko se je seveda pa zbudil up, da mi lahko matične celice dobimo tudi brez tega, da blastocisto razvijemo, embrionalne matične celice. In to je seveda to je bilo leta 2006, in to je bilo močen odmev je to imelo, kajti tehnologija, ki je bila takrat pripravljena kot alternativa, je bila vnašanje človeških jeder v kravje jajčne celice. Zato, da pridobimo, da bi lahko pridobili te embrionalne matične celice. In ta tehnologija seveda je padla dol, seveda celega kupa etičnih zadržkov, in je ta tako imenovana inducirana pluripotentnost, to so mi IPS celice, IPS po angleško, za te celice potem je Manaka dobil Nobelovo nagrado in potem se je celoten svet celičnih tehnologij se je vrgel, da vidijo, kaj se s tem celicam da narediti. Seveda so logično sledila razočaranja in tudi dobri rezultati, predvsem pa omejitve. Te celice so nestabilne, težko jih je gojiti, koliko so relevantne zdaj za znanost, koliko so relevantne za dnevno uporabo, si pokazali, da seveda so bolj, kot so si želeli. Ampak znanost dela naprej. To je en vir celic, ki nam bo omogočil, da bomo prihajali do kakšnih informacij, do katerih drugače ne bi mogli priti. Mi ne moramo delati poskuse na živih ljudeh, tudi če so pacienti. Dobra klinična praksa je nujna, in to je namenjena predvsem za zaščito pacientov, zato da pacienti vejo, da se njihove volje sodelovanja v takih poskusih ne zlorabljajo.